fuck, jaz to moram videti. Dobro, Nastja Kramer, kolikokrat te pokličejo Malinca? Večinoma me vsi kličejo Malinca ali pa Malinca Nastja. Pa meni je v bistvu to ful všeč zaradi tega, ker dejansko me kličejo po brendu, po firmi, teda to je dober znak, ne? Je dober brand si naredila, ne? Mislim, zdaj, če ti to nekaj pomeni, še brand, da ni samo denar, je še to... Ja, je še toliko boljše, ja. Mislim, da če hočeš nekaj izgraditi, ti tak mora biti to ful fajn, ne? Jaz vem, da če meni bi bilo to ful fajn, bi verjetno že vmes velikrat obupala na tej poti. Teda, če ti je pa neka stvar ful fajn, pa v tem uživaš, pa ne jemlješ to kot neko službo, ampak je kot pač to del tvojega življenja oziroma kot nek tvoj hobi, so pa stvari ful bolj enostavne na koncu. Ful lažje. Takrat, ko bi ti iskate najveseli neho, ne nehaš. Ne nehaš, zato ko ne veš, kaj bi sploh, ker ti je to tako fajn, ne. Teda jaz mislim, da je to ena taka pomembna stvar v življenju, da si najdeš nekaj, kar te veseli in pač po iz tega razviješ nek biznis, ne. Ja, prijatelj, ti si ful hitro začela, ne? Malo sem te pogooglal, faks, 1 leto skaza, ja. Pa si že kar šla na svoje, ne? Tako, ja, v bistvu kar hiter sem začela po... Nekaj delovnih izkušenj sem pač imela, bolj dobro leto, v bistvu dni, ampak ni bilo to za mene. Mislim, vedno me je vedno, ko sem, že itak sem že predelala prek študenta, pa to, ampak vedno je bila neka stvar, ko sem si jo želela narediti, pa nisem mogla, zato ker bil nekdo nad mano, pa je pač, ne, je drugače rekel, ne. In to pa tudi tisto sem imela tak butast občutek, ko moraš biti od 8 do 4 nekje, ko si tako omejen s tistim časom, da, mislim, se mi zdi tako, da greš v zapor, veš, tisto, moraš biti takrat, moraš se štempljati, moraš pol se odšteti. Mislim, se mi zdi, da ne moraš biti tako kreativen, pa tako svoboden, pa tako, če si na tak način omejen. Ja. Jaz bi se strinjal, ker pač tudi če je neka banalna prepreka, ko te ovira pri tvoji svobodi, pač ti kreativnost zavira. Ne? Čist, ja. Razumeš, zakaj je tako, ker sistemi delujejo, ne? Daš neko firmo, ko ne rabiš kreativnosti, je to v redu, ne? Ampak kakorkoli pa hočeš nekaj narediti, nekaj, kaj še ni naredil, ne? Pa sploh ne veš dobro, kaj delaš, ne? Ja. Pa je vsaka taka, te spravlja v zaporno, taka stvar. Ja, in to je bil v bistvu glavni razlog, da sem nekako se bolj odločila, da probam nekaj za sebe, čeprav bolj na začetku mišljena bolj tek nekaj za popoldne, nekaj za zraven, ampak ja, je pa kar hitro ratalo to za skos, mislim, za cel dan dela, ne samo za popoldne, pa za zvečer, ne. Ja, teda lepo se pa stvar razvila. Zdaj, verjetno se tega ne spomniš, jaz sem imel enkrat razgovor pri tebi. Res? Se spomniš podjetniških zmenkov v Mariboru? Ja, se spomnim. Na univerzi? Ja, na univerzi, ja. A res? Ne? Ja. Veš, kaj je finta, da si mogel imeti 3, na katere si se prijavil. Ja, to vem, ja, ko si se na različne prijavil, pa si pač, ja. In jaz sem se tek prijavil na eno firmo, ko sem ful hotel biti tam, pa sem se ful pripravil, preveč sem se pripravil, da sem pol sam sebe zaradiral, ne, ko sem prišel na tisto razgovor, ne. Pa sem jaz dik, to sem se zajebal, pač, grem še na ostala 2, ne. In smo se ful dobro zaštekala, ne. Ful smo se verjetno zaštekali, ful vrejo, pa si ugotovilo v enem momentu, da se nisem nič pripravil na tvoj razgovor, da vem vrejo, kaj je Malinca, pa si bila sem tak, ne. Ne spomnim se. Mislim, spomnim se, da sem imela tam te razgovore, samo ne spomnim se pa... Se to je že bilo ziher več kot 5 let. Ja, to je bilo že kar nekaj cajta nazaj. Jaz sem imel 3 razgovore, ti si imela verjetno več, ne. Ja, tako mislim, da smo kar nekaj imeli vsake. Ful je bilo ljudi, ja. Ja, ful je bilo veliko ljudi, pa ful je bil odziv, ja. Pa se to se mi zdi, da se vsako let, da so še me kontaktirali, pa to, če bi, ampak smo rekli, zdaj, če mi ne iščemo nekoga, je pač nesmiselno zdaj, da se, a veš, da čas tem zgublja zaradi tega, ker itak v podjetništvu skozi nekaj in pa moraš ful začeti selektivno zbirati stvari, ki boš počel, pa se fokusirati na tisto, kar je fokusno, ker če ne ti pač uhajajo stvari na različne konce. Mislim, jaz sem bila s tem ful problema na začetku, ker se nisi znala fokusirati na eno stvar, ampak sem imela 1000 idej in pomalo skači z ene na drugo in glavna stvar, ki sem se v bistvu mogla naučiti, je fokus, da se znam fokusirati na eno, tisto naredim in grem na drugo in tudi nimamo 1000 projektov odprtih, ampak jih imamo 10, take stvari, to se mi zdi kar ključno pri podjetništvu, da se tega naučiš. Ja, bi rekel, da ne samo pri podjetništvu, ne. Sploh v življenju, ja. Ja, dokončaš le tisto stvar, ko jo imaš v planu in pa greš naprej, ne. Ker tudi jaz sem imel včasih
občutek prenatrpanosti in misliš, da si ti nor, ali da si ti nesposoben, ampak je samo organizacija v bistvu velik problem. Vsaj pri meni v tistem primeru je bila, ko sem si toliko stvari zmetal, da je bilo... Pa tudi tako, ko smo se premenili, tudi podcast je bil na začetku, nismo vedeli, kaj delamo in se 10krat zakolješ samo iz razloga, ker pač še veš, kaj je. In če imaš preveč stvari naenkrat, te pol še to bolj ubije. Se veš, na začetku je včasih fajn, da malo pretipa stvari, različne opcije in potem, ko vidiš, kaj ti najbolj leži, v katero stvar bi se najbolj fokusiral, pa pač pol tisto greš. Ki tako na začetku ne moreš, se mi zdi, točno še vedeti, a veš, ne? Moraš malo potipati teren, pa videti, pa malo izkušnjo dobiti, pa se pa lažje odločiš, a veš. Ja, ful so mi hecni ti inspiracijski videi od podjetnikov do nekih motivacijskih govorcev, ko tako, ti moraš najti tisto, kar te veseli. In ko sem jaz to gledal, sem tako bil, jaz ne vem, kaj delam, ne? Pa če sploh na začetku, ko si tako, kaj zdelam, jaz ne vem, kaj delam. In potem sem se odločil, da je neko stvar, to so zdaj moje sanje. Ne? In sem se samo odločil, da so moje sanje, sem bil ful nesposobno za njo. To je bila muzika, ne? In jaz sem na ritemsko za focen dat, ne? In je bila finta, da pa če sem se odločil, jaz sem to delal, sem se ful trudil, pa sem vadil, pa levo desno, pa sem googlal, pa gledal dokumentarce z raznimi glasbeniki levo desno, ampak ker sem se jaz odločil, da so to moje sanje in to veš tak, šablono sem prenesel z unih video. Itak je. Sem nekdo, ko je že najdel svoje sanje, svoje poslanstvo, bilo kak rečeš, on ve, kak priti tja, ne? Ti, ko si tu, ne veš, ne? Tako si rekla, moraš probati neke stvari, levo, desno. Se pa na koncu ti tudi tiste stvari, ko si probal, pa si zafuko, ti pol koristi. Enkrat ti koristi, to so izkušnje. Pač tudi glede teh sanj, pa to se mi zdi, da pač ful je tisto, moraš nekaj najti. Ampak jaz mislim, da večina ljudi ne ve. Ja, se ne... Pač ne veš, a ne? Se jaz tudi nisem vedela, pač, to nisem bila, jaz sem pač hotela probati, dajmo to probam, videli, kaj bo, mene to veseli, a veš, mislim, tak, niso bile to zdaj moje, ne vem, sanje, da bi jaz pač rekla, to je pa zdaj to, ne? Ampak sploh vidiš na poti, da ti stvar ful všeč, da ful uživaš v tem, da zdaj ne vem, ko se vprašam, kaj bi delala, če ne bi tega, pojma nimam, ker mi je to fajn, verjetno nekaj takega istega, veš. Nimaš sajta, niti študirati, to je bilo, ne? In pač iz tega razvijaš. Jaz mislim, da je ful problem, ko se pol nekateri začnejo početi tako bedo, jaz pa ne vem, kaj so moje sanje, jaz pa meni pa nič ni tako ful fajn. Ker se mi zdi vse ful mali procent takih, ko ne vem, pri 15 vejo, kaj bi, ne, kaj je tisto, kaj jih pa... Jaz sem mislil, da bom arheolog. Ja, na primer, a veš, ne. Jaz mislim, da bom računovodkinja. A veš, ko bila moja teta, jaz mislim, da je to isto, veš. Ko sem probala to delati, 2 dni so neka to je nekaj najbolj groznega na svetu, to jaz ne bi nikoli mogla delati, ne vem. A veš, skos. Tudi, ko se najdeš v enem takem ritmu, ne, kot podjetnik, kot neki vodja, ne vem, česa nabave, bla, 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 motivacija ni naziv poklica, ne. Motivacija je tisto, kar dejansko ti vsak dan delaš. To ti mora nek dopamin šopati. Wow, to mi je bilo cool, gremo še, ne. Ker, ne vem, če pogledaš, pri muziki, kaj ti šopa dopamin je, ne vem, enemu to, da je prav zašpilo vse, enemu, da se imel ful fajn, enemu, da vidi napredek, enemu je nekaj drugega, ampak ti, če probaš te stvari, konstantno tudi nekaj pol leta to delaš, do te mere, da tudi parkrat že obupaš, pa pol spet začneš, ne veš, ki ta dopamin je noter za tebe, za tvojo psiho. Tako da je ful hecno, ko gledaš to, moraš najti svoje sanje in potem ne smeš obupati. In jaz sem se tu ful zaklal, ali pa recimo, da sem cajt zgubil, čeprav ga nisem se tudi kaj naučil, ampak meni je bilo tako ful hecno, ko sem gledal te videe, pa sem bil tek vrel, zdaj pa grem, pa bom tako naredil po šabloni. Saj ne moreš, ne. Ne gre to tako, Ne, moraš malo izkušnjo dobiti, pa probati stvari, da prideš. Glede te motivacije, ko si pa rekel, je pa tudi pri meni bilo še predvsem, jaz sama sebe, naprimer, ful znam motivirati, vam vedno neke cilje, vem, kaj hočem biti, vidim, če mi je kaj všeč, pa bom še to delala, mislim, tako. Problem pa se mi je pač pojavil, ko imaš ekipo ljudi, ki moraš njih motivirati, ne. A veš, in ko sem jaz, ne vem, jaz sama sebe sem že, ampak tudi včasih nisem bila tako motivirana, pač sem šla skozi to, ne. Ampak, ko pa imaš ti skozi zraven neke ljudi, ki pa jih moraš še njih zraven motivirati, in če ti nisi, tukaj sem pa, je bil pa ful izziv, ko sem ga imela na podjetniški poti. Kako dejansko pač doseči, da ljudi, ki so okoli tebe, da jih motiviraš, a jaz nisem, pač oni tudi ne. Zakaj bi ne bili? Ja, zakaj bi bili, ne. Tako, če sem pa jaz naspirana, če imaš ful, dajmo to, dajmo ono, ful je fajn, dajmo to ponoviti, ker, a veš,
takoj se to prenese na ljudi. Ljudje rabijo nekoga ob sebi, ko jih motivira, ko jih zna malo, a veš, ne. Ker tudi pol si oni bolj zagreti, veš, pa ti se znaš pohvaliti ljudi, naprimer. Jaz sem to imela meni se zelo logično, zmenim, to boš naredil, boš pač naredil, veš, in pač tak nismo pohvala, ne. Ker iz sebe izhajaš, če se odločim, jaz naredil, ne, ampak njemu je pa to tako malo, ni isto, ne. Ja, in tukaj, da sem delala na tem, da sem si prvo na začetku sem mogla tako načrtno to delati, veš, vsak teden moram enkrat pohvaliti, veš, ne, nema si bo klukice delati, ne. Teda pač to sem se mogla naučiti, ampak se pa, ko dobiš neke izkušnje, pa sem začela brati knjige o psihologiji ljudi, veš, da vidiš dansko, kako ljudje razmišljajo, ko ti sebe poznaš, pa svoj način razmišljanja, samo veš, koliko smo si ljudje ful različni med sabo, ne, vsakega tudi nekaj drugega motivira. Teda pač to, da sem se potem izobraževala, da sem imela izkušnje, da sem se naštudirala psihologijo ljudi, da sem videla, kako dejansko motivacija pri ljudeh deluje, da smo prišli potem nekako do tega, da lahko zdaj rečem, da pa znam našo ekipo toliko motivirati, da smo vsi naspidirani in zagnani, ne. Ja. Lažje. Tako si rekla, včasih je fajn, da si šablono postaviš enkrat na teden, bom vsakega pohvalil, ne. Ja. Po pa čez čas verjetno pred tem dobiš občutek. Občutek dobiš, ukriti pride in poti se avtomatsko se to dogaja, veš, ne. Pač tako neka navada, ki je pač moraš osvojiti, ne rabiš ponavljati neko stvar vsak dan 14 dni, pa ti prije ukri nekako. Malo se siliš, po pa gre. Ta naravna. Veš, to je tudi ful problemov. Jaz imam eno skupino stand-up outmigec. To je v bistvu ratalo tako, da sem jaz začel odprte mikrofone, stand-up odprte mikrofone delati tu v Mariboru. In zdaj, jaz to sem delal iz svojega razloga, ker sem hotel pač več nastopati tu, ne, da se nisem furo skozi Ljubljano, ne. In videl sem nek potencial, v KGB-u so mi dali super priložnost, ne, gremo te večere delati, ne. In potem na začetku sem vabil sam ljudi iz Ljubljane, ker dansko tu dobenega ni bilo, ne. Veš, ker tu si imel reporter Milan Tošt, Martina Jepša, oni rabijo odprtih mikrofonov, ne. Tako da sem one ljudi iz Primorske, Gorenjske, Ljubljane, Dolenjske takrat doben, ampak tak, ne. In pol so se začeli pridruževati tu, Mariborčani, ne? Malo sem jih silo, malo sem jih nafukal, ki se že tako z improtom ukvarja, pa sem jih namamo, ne? In pol je tak, da to, tudi nisem imel nekega biznis koncepta, to je ful malo ljudi na začetku hodilo samo moji kolegi in tak, in sem šel tak v minus, ne? Kašera, da bi še koga eksterno plačal, ne? Da bi bilo kaj delo, ne? In imam ful problema s tem, da motiviram ljudi, ker se zavedam, da če jih plačam, je tak... Je ful težko, ja. Sploh pa stand-up je taka stvar, da prvi 2 leti lahko računaš, da te večino nastopov ne bojo plačali. Ne bojo plačali, kaj moraš biti izkušnje, pa malo kilometrine. Ja, in ker dansko doben na dogodek ni priš zaradi tebe, ne? Veš, ti se priš za učiti, ne? Ja, tako. Jebi ga, ne? Pa se pri vsaki stvari moraš vložiti nekaj na začetku, veš. Se mi zdi, da mogoče predvsem mladi misle, da bodo kar nekaj začeli, pa da bodo kar nekaj ful zaslužili, veš. Mislim, to so taka nerealna pričakovanja, veš, vedno moraš, meni se ful zdi fajn, ko mi časih kjer pošle še od študentov, pa tudi dijako časih prošnja, če lahko prijo zastonj delati k nam, da se naučijo, da dobijo izkušnje, veš, tisto, ko res vidiš, da znajo razmišljati, veš, tisto, dajmo se ne učiti, dajmo dobiti nekaj izkušenj, da bom pol lahko, veš, stvar boljši izkoristil, ampak je pa res, no, po drugi strani pa itak vsak si pač želi biti za svoje delo plačeno, ne, mislim. Valjda, mislim, sem ne moreš večno delati zastonj. Ne, itak je. Zdaj, ko si mlad, če imaš študentski status, si valjda bolj poceni, jaz sem tega izkoristil nič, ne, jaz sem pač študiral čisto neke druge stvari takrat in nisem izkoristil študentskega statusa, ampak to je super, da priješ ti neko firmo, da te oni spoznajo, ker ti človeka ti ga na razgovoru tak spoznaš. Ko ga spoznaš čez en mesec tak, čez eno leto, ne, mu pa zaupaš, ne, če je vreden zaupanja. In zdaj, če si ti eno leto tam, cepa, rabimo te, nimam več statusa, tu imaš. Tu imaš, ja. Lažje, tak pogodbo narediti. V Sloveniji imamo pač taki sistem, zelo socialen, ki to omogoča in zdaj eni to izkoriščajo, kar ni prav. Je pa res, da je pa super, sploh za mlade firme, da nekoga tak način uvedejo, ker IBM, Nova KBM, ne vem, Krka, oni pač imajo denar, lahko spušijo na enem, ko bo slab zaposleni čez eno leto, pa ga lahko odbestijo, njim se to pozna, ker je delež manjši, ne. Če si pa imaš ti 3 zaposlene, pa si ne moreš, ja. Pa tudi tukaj je ful, ne vem, jaz vidim, nismo tudi kar veliko ljudi dansko menjali, pač ful je, ti veliko časa vložiš to, da ga ti izobraziš, da mu daš znanje, da se on uvede, pa to in pol gre. Pač ful je dvojna zguba, pač je
časa, veš, in pač za tebe in pač tisto, ko še plačaš, pa pol nič ni iz tega, pa moraš pa spet mnoga iskati, pa spet, veš. In mi smo imeli tukaj kar nekaj slabih izkušenj. Veš, da dobiš, ne vem, daš nek razpis, dobiš, ne vem, čisto konkretno za hrvaški trg, da biš nekako zna hrvaško, mislim, je Hrvat po narodnosti ali pa študira hrvaščino, dobiš 200-300 prošenj, pač zbereš jih 10, ti tako rabiš full cajta, da se prebiješ čez njih, vabiš tiste ljudi na razgovor in gotoviš, da 8 teh ljudi sploh ne zna hrvaško. A veš, in jaz sem bila tako šokirana, da sem bila pač, ne vem, kako si upaš? Ja, veš, pa sem rekla, ni šans, ne bomo se več teh stvari šli. In zdaj dejansko, kar smo, če že moramo dati razpis, vedno prvo gremo na to, a poznamo koga od bližnjih, pa da išče, pa da bi bil primeren, vedno grem prvo na to, pa če tega ni, gremo pol na razpis, ampak damo razpis vedno v smislu, pošlji video. Veš, pošlji enominutni video, predstav se, da prvo vidimo, kakva je energija, če se sopada z našo ekipo, da vidimo, če za Hrvaško, če zna Hrvaško, da se v hrvaščini predstavi, veš, tako imaš filtr čez. Mislim, čisto na drugačen način, naprimer, zdaj iščemo ljudi, ko smo pa takrat, da dobimo neke dobre fite v ekipo, no. Nekako smo iz tega prišli zdaj, ampak okej. Se ni važno. Glavno, tako je pač s takimi cakami zbrišeš tiste, ko so to znal sladoled naročiti o poreču boleti, ne. So pa te znam hrvaško, ne. Sam ni isto, ne. Ful glupo se čuje, ne. Jaz sem, naprimer, ko sem šel glih to na Ptuj takrat povezvati, jaz sem šel tja pa sem je vprašal, kak vi to delate, ne? To je, ker meni jasno, ker oni so nam cel mesec hodijo v maskah, ne? Eni, ne? Pa se pač tudi torek se gre napit, ker je pač pustni mesec, ne? Oziroma korentovanje. In sem hotel res razumeti, ker najbolj češka stvar, kaj lahko narediš, je to, da govoriš o eni stvari, pa se delaš, da jo poznaš in pol on je tak, ne. Pri jeziku je še to bolj, ali pa na glasu, da se ti delaš, da si primorc in pol tak, sam pa začneš malo drugače sekati, pa se kaj? Zakaj se delaš? Pa če rečeš govori zborno slovensko, ali pa pod svojim naglasu, ko da se delaš. Da nekaj znaš. Ja, ne vem, pač se pol razmišljam jaz, vse so verjetno se delajo zaradi tega, ker hoče pač priti na razgovor, ne. Sam če jaz vidim, da nekdo se mi zlaže v umo, kako bom jaz dobila zaupanje? Pač mislim, ko iščeš zaposlene, pa sodelavce, pa za dober tim, pač meni je ful fajn, da delam v timu, ki mi je ful fajn, ko se dobro razumemo, pa glavna stvar je potem, poleg tega se razumeš zaupanje. In če jaz v osnovi vidim, da ne bom mogla zaupati, mislim, nesmiselno takega človeka sploh potem dodati zraven v ekipo, ne. In tudi tukaj pol, ne, zakaj ker mi z Andrejo, ko smo začela z Malinco, smo imeli eno edino pravilo, tako na volj, ko smo se ga naredili na tablo in to je bilo ne zaposluj prijateljev in sorodnikov. Itak, prva se pridružila moja sestra, poslednje prijateljica, danes imamo v firmi še 2 moja sestriča, v glavnem res čisto smo povezani in družinski in to, ampak kaj sem jaz ugotovila, da dejansko ful lažje zaupaš tem ljudem, ful so bolj, a veš, oni se čutijo malo bolj odgovorno tudi, zaradi tega, ker pač je neka vez med tabo pa njimi, in pač poznaš jih tudi, tista energija je ta prava in ful dobro pač klapamo skupaj na tak način. In dejansko nas je zdaj 10, od tega nas je 8 se neko ali povezana ali prijateljsko ali pa sorodniki in se mi zdi to ful pomembna stvar, veš, in jaz tudi vem, da oni ne bodo vedno gledali samo na sebe, pa znajo tudi pogledati na firmo, pa če je kriza, vem, da bodo, ne vem, tako so imeli zdaj v času korone, ko smo mogli pač vsi delati tudi vikende, pa smo gledati med prvomajskimi, če smo hodili stvari shendlati, pa dobeno ni bilo problem. Vsi so bili veseli, da prvomaja sploh šiht, da lahko sploh delajo v tem času in vem, da lahko tem ljudem toliko zaupam, da če bo kriza, bodo vedno stopili skupaj pa pomagali in to je ful težko razviti pri ljudeh, ki jih ti ne poznaš oziroma ko na začetku, veš, prvo leto, 2, ne, se tako si rekel, zaupanje pa s kakim letom, ko nekoga poznaš, pa dobro dela, pa se lahko razvije, prej pa ful težko dobiš, ne. In ja, tako da jaz sem dejansko potem to najno pravilo smo čisto prekršile in šle dejansko zavedno vprašam, a je kjer od takih, ki jih poznamo, primeren, pa se zmenimo, pa če ni, pa gremo pol v neko iskanje ljudi. Ampak se pravi, do zdaj sta bile 2 take izjeme svetle,
da se je pol izkazalo, da je bloke, pa še te niste preko razpisa, ampak sta neke druge načine prišli k nam v firmo. Preko razpisa nimam niti ene osebe v firmi. Sploh za kreativne poklice, to je ful čudno, ker tam si kreativna oseba in zdaj ti moraš nekaj na računalnik narediti in so obrazci in je to, in se nam moraš tako vrejo predstaviti, ko se lahko preko videa že boljše, zdaj pa z izdelkom, ne, ali pa z idejo, tak, ne, je pa ful lažje, ne, zdaj sem malo za bluzo, ampak ne, lažje je tak neki drugačen pristop, sploh za kreativne poklice. Ja, itak, ja. Ja, to je ko si omenila prej, družinska ves je, reči se, ne, da je šlahta raztrgana plahta, ampak tek je, ti ne boš istih stvari delal v gostilni, ko je delaš na dogodku, kot je poroka, ker tam te stara mama gleda, ne. Ja, itak, ja. In pol, če zajebeš, pol stara mama to ve, ne. Isto je verjetno v tvoji firmi, pač naenkrat, ajde, če sem tam v oni firmi, kot ven ne ve, se lahko pol doma zlažem, ne, sem oddal odpoved, ker me niso plačevali, imaš ta izgovor, oni so fukjeni, ne, nisem, jaz, ne. Tu je pa tek, zaščeš pa tu za fuko, tem pa, lej. Ja. Bodo vsi vedli, a ne? Vsi vedli, pa na Abrahamu, ne. Ja. Bodo si, ja. Tega je to. Ja, ampak se pravi, se je to zelo dobro obneslo, ker vem, da pač veliko imam pa tudi slabe izkušnje s tem, veš, ko greš v nek biznis s prijatelji, ker sem šla dansko v biznis z najboljšo prijateljico, ne. Ja. Pa da se pustiš neke prijatelje pa sorodnike, ko se pol mogoče ne obnese zadeva, veš. Ja. Ne, tukaj pa lahko se neka prijateljstva pač zelo zrušijo, ne. Sploh če pričakuješ, kako se bo ta oseba odzvala po nekem poslovnem svetu, pa če lenari, pa če pol Tako da ja, tu je vedno tak. Lahko se dobro izide, v bistvu lahko se pravi ful dobro izide, ali pa ne. Oba načina mora znati delati. Ja. Ampak jaz tako vedno rečem, služba je služba, biznis je biznis, družba je družba, vse se mora pač nekaj, kar se v firmi zgodi, delamo vsi za dobro firme, pač nesmiselno je, da mešamo to neke ful osebne odnose, veš. Če se zaradi biznisa kaj sporečemo, se zaradi tega, ne, da bi se pač osebno karkoli, veš. In če znaš to mejo, potem tudi neko zdržati, ni problema, no. In jaz to hitro vidiš pri ljudeh, a znajo to, a veš, a znajo sprejeti kritiko, pa se na podlagi kritike izboljšati, pa iti naprej, ali pol kuhajo osebno zamero do tega, veš. Ker če bi se to pol na tak način, ko mi delamo, ne bi mogli delati, ker mi smo pa dansko vsi med sabo ful dobri prijatelji, veš, in tudi dansko jaz sem celo ekipo povabila na mojo poroko, kar pomeni, da se res dobro štekamo, veš, in jaz vem, da če oni ne bi sprejeli mojo kritiko, ko jim dam, a veš, pa vse je dobro namerno, pač, a ne, se ni nič, ne bi mogli biti na tem nivoju, ko smo ne bi mogli biti prijatelji, zaradi tega, ki bi oni skozi neke zamere kuhali, veš, ali pa potem začnejo upravljati med firmi, ker mi smo tudi bile prvih 5-6 let, so bile same punce, a veš, seš med puncami je še pa to bolj lahko izrazito, ne, ampak se pravi, če smo videli, da kakšna taka oseba pri nas je mogla kariditi, ne, to smo si dali pravila, pač, nima smisla. Boljše, da spučiš to čim prej tisto, kar te lahko dosti stane, no, tudi živcu. Ja, mislim, hecno je, da vse ima svoje prednosti, no, tako bom rekel, ampak pač moraš znati pol nekako, naučiš se bolj nekako v tem noter delati. Ja, itak, ja, vsaka stvar ima neke svoje prednosti pa slabosti, ne, zdaj pa samo moraš videti, kjer prevladajo, ne, a veš, tako da pa pol na tisti način se stvari lotiti. Ok, to 10 vas je? Ja, zdaj nas je 10, ja. 10. In ukvarjate se večinoma zdravo prehrano, zdravim načinom življenja, tako da zdaj ste imeli ful povišen povpraševanje. Ja. Zanimivo, zdaj so se začeli ljudje mogoče malo bolj zavedati, mogoče ni vred, da kupujem pa pogledam, kaj kupim, samo zato, ker je pol evra bolj poceni. Mogoče ni vred, da kupujem nekaj iz Čileja, ampak najrajše kupim. Zakaj sem se zdaj na Čile spomnil? Ker imate olje iz Čileja in ga ne morate nekjer drugje dobiti. Ja, šipko, ja. Ker sem gledal tvoj intervju, zato sem zdaj kar prvo stvar rekel. Ja, mislim, ene stvari so res tam, pa so bolj kvalitetne, če tam zrastejo. Ja, itak, ja. In toliko zgubiš tudi na kvaliteti samega produkta, ne, če ga spraviš sem, to pač ne moreš, to pač bo ostalo globalno, ne. Ampak ja, lokalno je le pomembno, no, strateško, če tako gledaš, ne, da nisi odvisen od nekoga drugega, od neke druge države, da ti meso zrihta, ker imaš sam doma meso, ne. Itak, sam ga ne ješ, ker ga prodajaš drugim, ne. Trgi so se ful hecno postavili, no, v tem
evropskem sistemu, v tem globalizmu, v tem kapitalizmu in je hecno, da prodajaš v Avstrijo to, kam pač tu ljudje tudi rabijo. Ne? Ja. Sam jim prodajaš, ker pač smo se nekako tudi navadili, da pač nam kupo, če je malo bolj drago. Ne? Ja, itak je. Ja, mislim, tukaj vedno treba, mi načeloma imamo pač zdravo prehrano, pa naravno kozmetiko, ampak tako je, pač strmimo k temu, da imamo čim več slovensko, ampak tako si rekel, pač vseh stvari se pri nas ne da dobiti. Ne? In treba tudi pogledati, kaj se poprašuje na trgu in če popraševanje na trgu ful po kokosu, naprimer, mi ne vem, ful velik prodamo kokosovega sladkorja, kokosovega olja, pač kokos pri nas ne raste. Ne? Ja, pa če ga boš naredil, te bo ful zdrago stavil, pa boš ful malo ven dobil, ne? Če boš kokos imel. Ja, itak. Pač kaj boš imel za cel rastlinjak, sem zelo, bo slovenski kokos. Ja. Kokos ni v Sloveniji. Ne? Ja, itak, pač niso pogoji, da bi raslo, isto tako se rekel čile, šipko olje, lej, pač tam uspeva na visoki nadmorski višini, podnebje je pravo, lej se pač tam. In pač, za ena stvar je lahko prodajaš sam stvari, ki rastejo pač v Sloveniji, ampak če ljudje ne poprašujejo, če ljudje želijo nekaj druga, moraš pač najti pol neko mejo med tem, a veš, koliko je, to smo pač mi mogli narediti. Prvo čim več slovensko, ampak le moramo se prilagajati trgu, kar trg želi, poprašuje in pol dobiti tudi tiste pač surovine. Vedno gledaš, da grejo po najkrajši poti, da je, a veš, ampak ja, pač uvoz pa izvoz bo vedno. Ne. Meni se po eni strani, pomembno se mi zdi, podpirajo lokalno, sem tukaj tudi, veš, velikrat je to zelo tak dvorezno, zaradi tega, ko podpirajo lokalno, kaj to pomeni? A podpiraš zdaj slovenska podjetja, a podpiraš, ne vem, slovenske, ko imaš se doma slovenski proizvod, surovine pa ni dobena iz Slovenije, samo v Sloveniji je bilo proizvedeno. Skup so to dali. Ja, a veš, pač tukaj sta ful dva pola, ne, in meni se pač zdi pomembno, da prvo podpiraš slovenska podjetja, a veš, ne da kupuješ, ne vem, na Amazonu, ampak da pač kupiš tukaj, pa če 1 evro je dražje, ampak lej, ja. A veš, če bo s tem podpiral slovensko gospodarstvo, pa bo en zaradi tega imel službo, hvala Bogu. Ne? Pa še tebi bo naprej ali slej nazaj prišel. Ne? Tako, ja, da tukaj kroži. To se je ful zdaj v bistvu v tem času virusa izpostavljalo. In se mi zdi ful fajn, pač prvo podpirajo slovenska podjetja, drugo pa podpirajo slovensko hrano, v smislu pač le kupuj slovenske proizvode lokalne, čim bliže tebi doma. Meni se ful dobro zdi, ko so se ful te gajbice svežega sadja pa zelenjave dostavili na dom, meni se to genialno zdi, drugače. In pač take stvari, da smo začeli malo bolj mogoče ceniti, malo se o tem osveščati, pozanimati. In ja, tudi Slovenci, ne nas, če gledam zdaj 7 let nazaj, ko smo mi začeli, pa danes ful več dajo na hrano. Ful več dajo na hrano, kupijo manj, pa to kvalitetno, ful bolj so osveščeni, kaj pomeni, ne vem, ekološko predelana hrana, zakaj je boljš, kot pa konvencionalna. Take stvari so se spremenile, naprimer v zadnjih 7 letih, kar se mi zdi ful dobro, da gremo pač v to smer. Ne na veliko, rajš manj, pa tisto kvalitetno, ker na koncu, ko smo povedali, veš, v firmi nekaj izračune, koliko dansko pol porabiš, na koncu meseca isto porabiš, ker pač ne kupuješ tisto masovno velike stvari v trgovini, ampak si kupiš pač tistih par stvari, ko jih rabiš, manjše, ekološko, ampak na koncu pač isto zapraviš, veš. Kvalitetno živilo dobiš in tudi moraš računati, da boš zaslužil preko zdravstvene blagajne, ne? Če ne boš 14 dni v bolnici, vsake 5 let. Ne? Tako, ja, pač pa bolj se boš počutil več energije, boš imel več, boš lahko delo. Pač se je pole, ne, se tudi, ko pač gledaš, mi se veliko z ljudmi ukvarjamo, ko začnejo pri nas kupovati, ko že imajo neko težavo, a veš. Pač en pol je tist, ko pač zdravo živijo zato, ko so osveščeni, en pol je pa tist, ki je veliko večji, ko pa začnejo zdravo živeti, ko ima neko bolezensko stanje, neko pač težavo, ki jo pač hočejo. Ja, ko že imajo nekaj pridajo, pa bi začeli zdravo živeti. Pol se zaveš, ne, se to čisto človeško, ni to nič takega. Ja, ja, ampak se mi zdi pač, na koncu prije vedno do tega vsi, da kak je pomembno v bistvu, da se prehranjuješ pač zdravo, a ne, itak se pregrešiš, daj pa pač, a veš, ne, se mora biti vedno zdrava meja, ampak pač tisto, da res veš, kaj je najbolj za tvoje telo in kako se najbolj počutiš, veš, ne. In tukaj se mi zdi, da včasih imaš škoda, da se to zgodiš le takrat, ko si pač, a veš, že neki bolana, pa imaš nek problem, ki ga moraš pol rešiti, ne. A veš, pa vedno rečeš, ja, zdaj pa vem, kako je pomembno, da si zdrav, pa bom na tak način, pa to pa ješ, ne vem, to na tak način, oziroma tako razmišljaš 1 leto, dokler nisi zdrav in potem si spet nazaj, a veš, dokler se spet ta krog ne ponovi, ne. Včasih je težko delati spremembe v življenju, pa tudi vem, da ful nekih informacij je, odkar je internet,
vsaki stvari, ko prebereš, vidiš v njej 1000 dobrih stvari, pa 1000 slabih. A veš, ne vem, čisto konkreten primer, včasih rečem, če hočeš za eno živilo se odločiti, da je to dobro za tebe, boš najdel 1000 informacij, da so, in če se boš odločil, da to ni dobro za tebe, boš pa najdel tudi 1000 informacij, da ni. A veš, ne vem, da imam čisto primer, čija semena. Če ti verjameš v njih, ko na Google pišeš, bo najdel 1000 dobrih zadetkov, pa 1000 slabih zadetkov. Pač v vsaki stvari, vse mogoče so malo to, pa v kakih stvari ima več dobrih, pa slabih, ampak tukaj je ful zdrave pameti pri teh stvareh, no pa pri zdravju. Pač ful moraš poslušati svoje telo, ko ga je včasih težko, ker je to enih dejavnikov, ko je na to vpliva, ampak ja, če ne poznaš sebe pa svojega telesa, težko pač kakršne goli spremembe narediš. No. Valjda, ker mislim, če znaš, če res dejansko opazuješ, kaj se dogaja s tabo, pa kdaj si zmatran, pa zakaj sem dan zmatran, če pa sem spal 8 ur, pa zakaj sem dan spal 10 ur, včeraj sem pojedel cel čips, pa zakaj imam suhe uste, ko se zbudim. Ja, mogoče nisem pil dovolj vode. Pač take stvari začneš, vsaj jaz sem z letami začel opažati, no, da Takoj najdeš neke povezave, kot telo ti vedno pokaže, če mi kaj primankuje, če kaj ni okej, ti pokaže. Ne? Ampak jaz mislim, da 27 let nisem tega študiral, dok ni pol začelo biti, zakaj se to za meni dogaja. Ne? Ampak ja, če bereš neke bloge, če bereš neke stvari, če te to zanima, mislim, da se mi je glavno premik v zavesti tega, kaj jem, se zgodil takrat, ko sem hotel biti, ko mi je zmanjkalo ur v dnevu, ko sem hotel biti čim bolj produktiven. In je bilo tako, gledaš te neke Gary Vee, pa Elon Musk, pa oni delajo, oni spijo 4 ure na teden, pa ne vem, kaj vse delajo, ne. Pa si jaz se zbudim po 10 ura, pa sem zmatran, ne. In potem začneš študirati, jutri moram to narediti. Potem si pa zmatran, ne. Pa ti je žal, zakaj sem jaz zmatran, ne. Pol se je meni začelo sukati v glavi, ti si kriv, ne. Ti si kriv, ker pač si pico pojedel včeraj, ne? Danes imaš pa tekmo. Ne bo šlo isto, ne? Ne bo šlo isto, 100%. Ampak tudi, zdaj, če se malo mogoče vrnem, ampak zdaj, ko je korona in zdaj vsi zdaj pa se je treba not biti, pa treba razkoževati, pa maske, ful malo ljudi govori, nehajte kaditi. Nehajte cuker jesti. Začnite se gibati, ne. To je bilo vse v medijih, jaz delam v medijih, jaz sem bil 8 ur na dan v času korone tam, vse je bilo, ampak večinoma je bilo tako tisti flajšter na hitro. To je treba narediti. Ful malo ljudi govori tako na veliko, zdaj pa gremo spremeniti življenje, ker očitno smo nekaj zafukali, če smo vsi ranljivi, ne. Veš, mislim, eni so manj, ampak neke raziskave so delali, na primer, D-vitamin naj bi bil velik faktor pri tem, kako hudo obliko dobiš, pa iztrošenost, ne. To zdaj je tak, ne, to so še študije, ampak se cilja v tej smeri. Američani so imeli ful veliko populacijo. Kar komod. Se mi zdi, da so mi noge zaspale. Ker je ni dovolj mehka posla, da je moglo ful bolj mehka. Američani so imeli ful latino in črne populacije, ko je ful zbolela. Zato ker je že tam vedno to od rasizma, tako da pač oni še kar živijo v slabših pogojih, jejo slabšo hrano, so manj zdravi. B, cilja se tudi na to, da naj bi bil D-vitamin problem, ker so njihova koža se je razvila v enih drugih območjih, ne? In zdaj, ko so tam, imajo pomanjkanje D-vitamina in to je lahko tudi velik problem, ne? Sicer to je še naredili so raziskavo, da se somalijska skupnost na Švedskem ful slabše počuti zaradi tega, ker so pač čisti črnci, ne? Koliko gre črn in so v državi, ko ima mogoče 100 sončnih dni na dan, mislim na leto, ne? In ful premalo tega pogovora, danes, ko začni spreminjati stvari okoli sebe, ne sam si kupiti razkožila. Se mi smo, na primer, tudi v času virusa smo ful šli na to, ker prvi teden smo bili tak panika vsi, veš, tisto, imamo 10 ljudi zaposlenih, kaj bomo zdaj naredili, veš, v katero smer se bomo obrnili, kaj če zdaj ful pade, veš, kaj bomo, ne. Mene je pač ful panika zagrala, pa sem rekla, dajmo se zdaj pomeriti, dajmo pogledati, kaj lahko iz tega naredimo, in potem smo šli ful v to, da smo začeli ful ljudi izobraževati, v smislu tega, kar ste govorili, o zdravem načinu življenja, kaj je pomembno, da smo jim devali ideje, kaj lahko kuhajo doma, kako si speče kruh doma, res, da smo jim dali čim več različnih vsebin,
ker se mi zdi, da to ljudi pomirja. Še posebej, če nismo mi spet govorili o koroni tako pač posota, veš, da smo jim dali neke druge stvari. Delali smo jim pa treninge za doma, za šport, da res smo šli na to izobraževalno in krati smo pa tudi pol šli na to, da smo začeli dejansko ljudem ponujati osnovna živila, da smo dejansko šli na stvari, ki jih mogoče prej nismo toliko delali, v smislu, kjer izdelke bomo izpostavljali in jaz mislim, da smo dobro potezo potegali prvič iz tega, ker tiste ljudi, ko smo mi takrat pomirili, ko so bili živčni, pa ko smo jim dali nekaj za delati, v smislu nekega kuhanja, nekega športa ali nečesa, nam bodo dolgoročno ful bolj zaupali, pa se obrnili na nas, ko do karkoli rabili, oziroma bodo šli, ko iskali nov recept, bodo šli na našo stran. Druga stvar je, da smo ljudem pač ponudili neka osnovna živila, ekološka, zdrava, s hitro dostavo na dom in vedno tisti, ko so zdaj prvič naročili, pa so bili zadovoljni, bodo dolgoročno spet naše stranke. Tukaj se rekel še vitamin D3, naprej, mi smo glih lansirali vitamin D3. Tri dni nazaj, začetku tega tedna. Sicer mi smo ga že začeli razvijati pred virusom, pa pred korono, ker sem šla v bistvu na raziskavo krvi, za vsako leto grem pač si kri vzeti in si preveriš lahko vse vitamine, minerale, imaš te studije Adria Lab, mislim, da se reče v Sloveniji. Greš tja, ful je dobro, ker pač ne rabiš nič naročiti, greš tja, vzameš kri, poveš, kaj hočeš, da ti pogledajo, dobiš namen rezultate in to je to, veš, tisto, res 10 minut časa ti vzame. In vsako leto grem, da vidim, če je karkoli. In sem šla nazaj, ko sem bila, mi je tek ful vitamina D3, veš, primanjkovalo, veš, pa sem rekel, fuck, kaj je to, pa še uživala sem ga, ampak v neki kapsuli, ko so neka mešanca, veš. In potem sem začela malo vitamin D3 raziskovati, pa to, in takrat smo se pa tudi mi odločili, da bomo začeli D3 razvijati, oziroma našli nek naraven vir vitamina D3, pa da ga bomo vključili v ponudbo, ne. In dejansko se je potem pa začelo v času virusa ful govoriti o tem vitaminu D3, ne, in se nam je zdaj, sicer smo mogoče malo pozno, če bi ga 2 meseca prelansirali, bi bilo še boljši timing, ne, ampak pač se mi zdi res to ful zanimivo, ko smo eno stvar za nekaj začeli delati in potem je cela situacija, veš, isto, o čem začneš razmišljati in potem začnejo tudi drugi kar naenkrat, veš, s tem ful govoriti, ker se ti tako poklopijo stvari, veš, včasih, kaj se reče, razmišlja, zdaj bi pa res rabili eno novo pomoč v firmi, pa se pogovarjaš, pa čez 2 dni se spomniš, ali pa nekaj vidiš, to bi bila tista oseba, ko je bila za nas, dajmo jo pogledati. Veš, tisto, ko se ti kar pojavi, pa vedno se spomnim, ko smo hodili iti v fizične trgovine, ko mi smo bili prej 5 let sam na spletu, potem smo šli pa v fizične trgovine, smo hodili iti od Deme, drogerije, in mi se to odločimo, zdaj imamo cilj do konca leta, da jih kontaktiramo, prijemo kontakt z njimi in nas oni tako čez 14 dni kontaktirajo, da bi imeli naši izdelek. Čisto, ko se eno stvar tako odločiš, da boš to naredil, da tako bo, tisto smer greš in potem se kar naenkrat začne okolica tako odzivati, ker res tako verjameš v to. Včasih to se mi zelo časih tako, to je larifarija, veš, to pač ni. Ampak se mi zdi, zadnjih 2 leti, pa odkar, če se jaz nekaj odločim, da tako bo, se mi zdi, da se pa začnejo kar te stvari v to smer odvijati. Ti kar pomaga? Kaj? Ti kar pomagajo stvari poleg, da se... Ja, ker avtomatsko mogoče, ko ti tem toliko razmišljaš, pa si bolj pozorna na okolico, ne? Pa kaj se dogaja, pa imaš to skozi v mislih, ampak ful dobro se stvari vedno poklopijo, če res ful verjameš v njih oziroma razmišljaš v njih v tej smeri, da so se že zgodile, ne? Ja, ena stvar je to, da se ti podzavest klopi, vse tak delam. Jaz dobim neko idejo, pa jaz ne vem, kako naj to spravim nekam, ne? Ne vem, na list si napišem, sam naslov, pa kako bi to šlo, pa zakaj ne bi šlo, vse si napišem, da se nam na list, tako zadaj imam za računalnikov, ne? In pol si napišem v koledarček, ko imam, jaz si napišem poleg, da še grem enkrat pogledat, ne? Veš, sem še enkrat to idejo pogledat. In pol mine nekaj časa, ker nimam cajta, in pol prijem do onega, cuf, pa imaš nove ideje, pa naenkrat nekaj hodiš po cesti, pa se spomniš, to je podzavest, ne, ti delam. Ki dela. Podzavest ti dela in potem, jaz sem tudi mali taki blokec, skozi pišem stvari na telefonu, na diktafon, da si shranjujem skozi, ne, ker jaz sem ne vem, ideofob, oziroma nočem, da mi ideja kakšna spizdi, ne. In vsega dobim za stand-up, tudi če ena beseda, ko bi nekaj povezala, jaz takoj si napišem, ne. Se ti ne takoj pozabiš. Zdaj pozabiš, pa zraven poslega imam, tako da to delam.
Ja, pa so ene stvari, ko se res tako poklopijo, da tako se rekla, mogoče čuje fulari, fari, pa čarovnija. Ja. Se včasih se res tako poklopi, da si ono... Da si tako, fuck. Mogoče neka frekvenca, ko jo skineš, pa ne veš, kak si jo skinil. Ja. Ker pač tako dimenzij drugih poznamo. Tako ljudje niso vedeli, včasih so ljudje verjeli, da so flamingoti vsi roza. Pa so našli bele. Ja, itak je. Ampak to je bila znanost, ko je govorila, vsi so roza. Vsi so roza. To pa so našli pa podvrsto, ki je bela. Ali pa tako, veš, kaj so nas učili, da če si bobnič preluknaš, da si gluh. To so mene v osnovni šoli učili. Ja, to se bo še spomnim, da so govorili vsi. Ja. To so vsi govorili. Ja. Starši, sestrična, se prav spomnim se tega pogovora, ko sem znal, ko mi je povedala, veš, ne smeš si predaleč, ker pa si boš poknal. Bobnič, ja, boš pa gluh, ja. In ni res to, ne. To je bila en cajt znanost, pa učiteljica nam je to v osnovni šoli govorila, da moramo lahko, ne. To je bila znanost, ne. Tako da, zdaj je neka frekvenca, ko jo skineš, pa res se podzavestno neka prav odločiš, greš v ono ulico, pa najdeš tisto, kar si rabo. Pa nikoli nisi šel v ono ulico. Ja. Možno je, da obstaja. Jaz pravim, da je možno, da obstaja. Težko je dokazati, da sem zelo analitična oseba, ko si vse napiše, pa blablabla. In mi je to ful težko sprejeti. Da je ful težko sprejeti, da lahko nekaj obstaja, ko jaz ne razumem. Ker sem tak, jebite se, jaz hočem to naučiti, ne. Jaz hočem to razumeti do potankosti. Lahko pa da obstaja, ne. Meni se tudi časih kaj take zgodi, ko sem Pa glizde, a ne? Naprimer, ne, ko smo se premenili, kak je podcast nastal, on meni govori, da se mu ne da meniti z ljudmi med podcastom, jaz ne govorim, med tetoviranjem, jaz ne govorim, da bi rad imel podcast. Samo res, ne. Pa smo se našla, ne. Ja. Take stvari so ful zanimive, no. So ful zanimive. Ali pa, ko da imaš neko intuicijo, ali kaj se bo zgodilo v prihodnje, ne. Mogoče v tvojem D-vitamin primeru, ne. Ja. Si imela več ono... Tisto, ja. Vse jaz po mojem niti ne vem, če ne bi imela neki, zimi pa tega primankuje, kaj sploh to, dajmo to malo raziskati, kje ga dobiš, ne, kaj sploh obstaja na trgu, a veš tisto, ne, in pol, ja, ful zanimivo, take stvari so mi tako fascinantne. Ja, ful zanimivo. Pestro, ja. Drugače pa, ja, kriza pride. Bomo videli, ja. Bomo videli, no. Ja, bomo videli, mislim, absolutno, po mojem mnenju bo, zdaj samo odvisno, koliko močna, ne. Koliko močna. Jaz vedno pravim, le dve krizi sta. Ena je tam zunaj, ko res firma odpusti ful ljudi, tako nažalost zdaj v Velenju zgleda, samo oni gore, Kitajci grozijo, zato da bi država dala... Ne, vse to bo, samo zdaj konc junija se začne. Ja, ampak dobro, ene bojo nekam drugam dali, pol je nekak tak, ene bojo upokojili, ene ni tako hudo. Ne bo na koncu to hudo, no, ampak bo pa, no. Oni pač dajo to številko ven. Meni se kot laiku zdi, da malo grozijo državi. Da država noče biološke, mislim, bombe, ne, socialne bombe, hočem reči, in pač pol malo pomaga in pol se pač zmeni. Mislim, da je to, ampak ja, realno je, le ti ljudje bojo izgubili šiht in potem pač ne bojo več šli frizerju za 50 €, ampak za 12 €. Ja, pa ne bodo šli, vsak mesec bomo šli ne dvakrat na leto. In to je ta... Sorry, moram se takle. Meni tudi. Si v redu? Ja, jaz sem tako koleno, me boli, ampak zdaj takle je v redu. Dobro. Sej, če končata kako temo. Ja, se bomo, čakaj. Ja. V glavnem, pač ena kriza je tam, ne, ko dejansko obstaja, ne, tam zunaj, ena je pa v glavi ljudi, ne. Ko ljudje začnejo šparati, ko ne bi rabili, ne. Zaradi tega, da samo še to v glavi naredijo medija, ne. Tudi. Ja, veš, ko se to govori o enih stvareh in potem se tudi veliko ljudi je bilo ful paničnih zdaj zaradi te korone in jaz mislim, da to bo imelo ful dolgoročne posledice na psiho določenih ljudi, ki se niso znali distancirati oziroma svojo glavo razmišljati. Ker pač ti poslušaš medije in pol, mediji so res ful močni, ne. Še posebej to, jaz mislim, da TV je ful močni medij, ker pač, kar oni tam rečejo, ljudje verjamejo, pač, in tako je, in pol se pač ustvari tudi zaradi medijev ful lahka kriza v glavi ljudi, ne. Je pa res, da pač, odvisno spet pol, kak krizo jemliš, ne, jaz sem pač ful prepričana v to, da je lahka kriza, pač za večino ljudi pomeni pač slabo, če si ti dobro pripravljen, pač imaš a veš, vedno v krizi nekaj konkurentov bo šlo. 50% konkurence gre. 50% ostane, ampak tisti, ko ostane, med njimi je 50% tistih, ki so pa postanejo top shit, a veš, ko znajo pobrati smetano, ko so pripravljeni na to, ko vejo, kako reagirati. In pač, ful mi je bilo zanimivo, ker pol leta preden se spet ta virus začel, sem se z mojim fantom pogovarjala in on je rekel, po mojem bo v kratkem kriza,
Dajte razmišljati, zdaj, kako jo boste izkoristili, da boste vi pač potegnili tisto smetano, ko vedno nekdo potegne, In potem smo mi začeli razmišljati, in potem sem začela razmišljati, pa sem mislila, pa se to še ne bo kar hitro, se nič ne kaže, da bi karkoli bilo, pa zdaj ful se je dobro laufa, Ampak sem imela pa v mislih skozi, kaj bomo pa naredili, pa ko bo, In potem se je tako hitro obrnilo s tem virusom, pa da očitno bo, In pač tako sem se naši celi ekipi rekla, pač zdaj je naš, povej mi, kako dam. Tak. Aha. Sam primir mora biti. Sam govori. Ja. Da pač moramo biti pripravljeni na to, kaj sledi, pa da moramo biti pač v teh situacijah čim bolj reagirati, pa razmišljati, kako drugi razmišljajo v teh situacijah in pač probati v tej smeri delati, da dejansko mi ne bomo izgubili strank, ampak da bomo pač, ko se bodo stranke mogle odločiti, kje kupiti kako stvar, da bodo kupile pri nas. Ja, marsikdo je zdaj tudi zaprl SPS, zato ker je zapaničaro. Ta kriza je bila napodvana zato, ker je to bila najdaljša rast v zgodovini, odkar mi gospodarske rasti dejansko beležimo. To je bilo zdaj od 2008-2009 se je začelo seveda gospodarstvo počasi pobirati, zdaj 2020, to je zdaj 11 let, na primer, tu nekaj. Ta kriza se je zato napovedovala, ker ne more samo rast. En sektor zajebe, tako so v 2008 nepremičnine, ko so pač delali bedarije, totalne bedarije, bančni sektor ni bil pripravljen in je bum. Sam ta kriza, v oni prejšnji krizi, pravzaprav tako moram povedati, v oni prejšnji krizi so banke so zafukale, države so bile tako, ne bo denarja, šparajte, mi bomo šparali in so vsi šparali. Denar se vstavo, To je tista realna kriza. Pa je pa tista kriza v glavah ljudi nastane, zato ker so tako, zdaj moram šparati. Viš, ni bila tako huda kriza, 100% ni bila tako huda, koliko se je še pol vleklo to, ker je Folkencaj, če je bil tek, ne bom zdaj tega kupil, bom šparal, sedel na denarju. Seveda tisti, ko so imeli ful denarja, če smo 50 eur, če stanovanje kupiti. Valjda, ker je bilo ful poceni. Ker so si mislili, zdaj pa kaj, nam stanovanje ne moram dobenega not dobiti, ker bo kriza, ga bom prodal za ful malo. Cuf, pa si imel stanovanje. Če si bil perajt, pa če si imel denar. Kaj sem še mislil? Ja, to so pač take krize, ampak mediji, ko si omenila, mediji je pač spet isto, flajšter. Vsi smo opozarjali razkožuj si roke, bodi doma, tisto, tretje, četrto. Predtem je bilo že 500 let znano, da virusi pridejo naravno. Zdaj pač enkrat bo prišel, doben medij ni tega poročal. Si TED Talke tega od Billa Gatesa, ko ga vsi ful šimfajo, da bo on se cepil, pa bla bla bla. Jaz vedno pravim tako dobro, da Steve Jobs že umr, ker kaj bi že on delal. Ampak finta je v tem, da enostavno, če te gledaš, nisi se domen na to pripravljal, vse je bilo fun and games, važno je, kdo je dal gol čez vikend, važno je, kaj je onemu rekel v parlamentu, ni pa bilo važno, da bi govorili, dejte shujšati, prosim, Pač dejansko samomor delate z žlico. To doben ni delo, da bi dejansko skrbel, ni zanimivo za ljudi, tega pač, če niso prisiljeni, to se s tem pač noče ukvarjati, zato ker mi je pač lagodno tako so, to pa vsem zahteva kar spremembe, Velike spremembe, ampak to ne moraš ti reči po radiju enemu, ker pol bo tako kot tebe, poslušal, enega drugega poslušal, ko tega povej, ko boš ti meni govoril, sem jaz debel. Itak je. Samo tu sem to, ko sem ti prej rekla, da vidim, mi dansko 7 let že ljudi izobražujemo, zraven če življamo blok, recepte pa to. Kakšna sprememba se je vse naredila v Sloveniji v teh zadnjih 7 letih? Koliko so ljudi bolj osveščeni, koliko jih bolj zanima. Ko smo začeli, pač folk sploh ni vedel, kaj so bile kovine, kaj so ugljikohidrati, da sadje res ni, če hoče slušati, da ne moreš samo sadje jesti, da je to pač ful cukra. Mislim, neke take ful osnovne stvari, samo to je problem tudi šolstva, se mi zdi pri nas, ker se ful premal, mislim, koliko je hrana pomembna za vse, za naše počutje, za zdravje, za vse. Toliko malo je bilo izobraževanje, bilo je gospodinjstvo, kot nek stranski predmet, ko si se načune piramide, ko moraš pojesti največ kruha, ker ti zgrešen. Mislim, jaz mislim, da v šolstvu se ti učiš jezike, kar se mi zdi fajn, se matematiko, nekaj stvari, ampak premalo poudarka je pa na tem, kar nam je v življenju res pomembno. Ne vem, bolj pomembno je, da znamo se dobro prehranjevati, da vemo, kaj je kaj, ko pa da znamo neke algoritme računati. Ker to bo res malo ljudi rabilo. To bo pa ful veliko ljudi, mislim, to pa vsi rabimo, neko znanje o hrani in tukaj se mi zdi, pa tudi ne vem znanje o ekonomiji. Ja, finančno napisano, to smo zdaj reči, na primer. Fora
šolstva je, da se nikoli ne bo spremenilo, zaradi tega, ker šolstvo dela delavce. Šolstvo se spreminja skozi čas, mislim. Tega ne smejo vedeti. Ja. Ker potem ne bo ni šlo... v interesu kapitala, da izobrazi svoje delavce, zato ker morajo cuker res, ne. Pač to ni v interesu, morajo oni kaditi, ne, ker drugače, če zdaj vsi nehamo kaditi, pa vsi nehamo slabe stvari res, se ekonomija zruši. To je enostavno, tako mislim, to je ful težko, da tak switch nareš v ljudeh, ampak to je realnost, da če nehamo kaditi, se vse skupaj zruši. Vse, tudi mleka ne dobiš več trgovino, vse se zruši, ker oni nima denarja. To je največja kriza, kaj je po moje, to, da en sektor spremeniš, pa je bilo ful dobro za vse ljudi. Sam pač, tako smo si naredili, ljudje nismo popolni, rabimo neke razvade in en je za to ugotovil, pa je začel tako, da zaslužimo kot cepa, ne. Ja, itak je. Pa gremo na marketingu delati in to je pol full business, ne. Ko smo se prej menili, kaj vse je bilo včasih so govorili, da so čiki zdravi. Zdravi, ja. Pa to smo ni tako dolgo nazaj, Ni tako dolgo. 10 let nazaj so še nas učili, da je maščoba problem, da smo debeli, ne cuker. Jaz se to spomnim, še v srednji šoli, 100%. Ja, itak je. 15 let nazaj, 100% sem se učili manj maščobe jesti. Kar je tudi sicer res, da ne smeš pretiravati, ampak cuker je dosti večji ubijalec. Ja, cuker je groza, ja. In zdaj pač, kak je hecno, kak se neke stvari spremenijo v svetu in ti dejansko nimaš vpliva na to kot posameznik, razen če izobražuješ. Zdaj pa mi, veliki mediji, ki pač operiramo s temi novicami, težko prijemo do izraza, nišni mediji, tako je vaš blog, ali pa kakve revije, vse tega imaš polno, pa nimajo take moči, da bi lahko toliko ljudi dosegli. Nišni so. Vi te govorite tistim ljudem, ko so že zainteresirani za to. Vi, če greste fukniti 100 jurjev v enaj, kot jih tekna to zanima, boste fuknali verjetno 95 jurjev bek. Bek, ja, itak je. Brez veze. Ker on, ko se noče spremeniti, si tudi mogoče misli, bere to, pa si misli, ja, enkrat bom pa res mogel. Ampak kdaj ne? Mogoče čez 5 let, mogoče nikoli, ne? Zdaj pa čez 5 let mogoče ne bo tvoja stranka, ne? Ja, itak je. Si ga nekomu drugemu zrihtal, zapravo si pa ful velik cash. In poslej ti pač, tega ne greš, ne, zato, ker je tako dejstvo, ja. Dejansko ti moraš ciljati svoje ljudi, pač vse, kar delaš, ti moraš ciljati svoje ljudi, razen če si vlada, če si državna organizacija, pa valjda delaš na drugi stvari, ampak to je drugače financirano, ne. Ti iz prostega trga pa težko priješ do nekega denarja, ti gre takle fukne. Mislim, veš kaj, tudi dolgoročen proces je, mi izobražujemo v tem zdaj 7 let in vem, da smo veliko ljudi o tem izobrazili, da smo dali ful veliko stvari ven, ampak to je proces, ki zdaj, če bi hodili doseči maso, bi trajalo še, 700 let. A veš, mislim, pač, ne, počasi gre, ne. Tako. A veš, ne. Ampak mislim, večji procent vaših strank je tisti, ko so že vsaj malo zainteresirani. Tako se prej rekel, tisti, ko že gre nekaj narobe, pa pol, ne. Pa pol, ja. Tistega ti dosti lažje dobiš in valjda naš zapravilo 100 evrov za enega, ko ga tak zanima, rajše daš 1 evro mogoče na internetu, pa oni kot ga tak zanima, bo prišel tebi. To je pač nekak smisel našega marketinga in naše ekonomije. Ne. Ja, se pa tudi pa tukaj en sklop ljudi, naprimer pri naših strankah, tako ko jaz vidim, ko pač mi neki, naprimer, čisto konkretno, zdaj govorimo o vitaminu D, D3, naprimer. Ljudi izobražujemo o tem. In potem so pač ljudje, ki to vidijo, en sklop je tistih, ki res razumejo, pa vejo, zakaj to uživajo. En sklop pač jih sploh ne zanima, tega nikoli ne bodo, pa tisti nek umestni sklop, ki to začne uživati zaradi tega, ker jih pač tvoj vsebina prepričala, ali pa jih je oglas pričal, karkoli, ampak je to samo pač ena stvar, ki bodo dali zdravo, ne bodo pa čisto nič druga spremenili. In da ti mislijo, da bo to največjo spremembo naredilo, a veš, v njihovem življenju, da zdaj bo pa, ko bodo pa D3 jedli, bo pa, tudi če se nič ne športajo, pa samo, ne vem, fast foodijo, da bo pa zdaj, bo dali pa D3, bodo pa oni, a veš, naredili vse. Magic pill, Fleischter. Veš, in teh vmes je pač zelo velika in jaz mislim, da so ti skoraj največji problem, a veš. To je tako neodločeni volivci, ne? Ja. Ko ne vejo, kaj so, niso na desni, niso na levi, niso vmes, oni pač malo se tako odločujejo, ampak oni odločijo volitve, ne? Ja, oni odločijo volitve, ker kak njih prepričaš, tek se bo naredilo, ne? Fuck, jaz to moram videti.